V Pavlovi hiši v avstrijski Radguni je potekal tradicionalni koncert prijateljskih zborov in glasbene skupine, ki ga je pripravil zbor Pavlove hiše. Koncert je bil glasbeno obogaten s petjem in muziciranjem. Gostje koncerta so bili skupina Vulkanland Musi ter mešani pevski zbor August Pavel iz Zgornjega Senika iz Madžarske. Več o dogodku in o zboru Pavlove hiše nam je povedala predsednica društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko, Suzane Weidlaner. Zelo smo veseli, da imamo zbor Pavlove hiše, ki že več kot 20 let pri nas tu v Pavlovi hiši poje in združuje glasbene skupine iz Slovenije, iz Avstrije, ampak tudi iz Porabja. Smo imeli tudi že v gosteh koroške Slovence in to druženje nam je zelo pomembno, izmenjava, pa tudi naš zbor gre rad kam, tako da dostikrat se pač kot dogovorimo, da pač en zbor nastopa pri nas, mi pa potem pri njih. Tako kot smo lani imeli goste iz Italije, Slovenci, iz Golnika so tu pri nas nastopili in so nas potem junija povabili k sebi. In druženje, skupno petje, to je vsem pri srcu in ne glede, ali zdaj govorijo samo nemško in ne slovensko, ali obratno, se potrudijo, da se razumejo, drug drugemu pomagajo v našem zboru. Zelo ljubo mi je, da pač recimo v WhatsApp skupini se vedno tudi potrudijo, da dvojezično pišejo pač s pomočjo tehnologije. Tako da je res zelo fajn ekipa in zborovodja Matija Horvat jih dobro vodi. O programu koncerta pa? Danes imamo avstrijsko, slovensko, madžarski program. Poleg zbora Pavlove hiše nastopa Vulkanland Musi, ki igra tipično štajersko ljudsko glasbo. Zasedba je citre, cimbal, kontrapas, kitara pa harmonika. Citraka je pa moja kolegica v citrarskem društvu, so rekla, če bi hotela sodelovati. No in potem pa nas zelo veseli, da je iz Zgornjega Senika tudi prišel zbor Augusta Pavla, ki pač s katerim imamo povezavo že po imenu, torej August Pavel nas povezuje in združuje in letos je praznujemo obletnico, ker je August Pavel letos 1886 rojen in leta 1946 umrl, tako da smo rekli, da je to ena taka letnica, kjer se je treba spet malo bolj povezati. Kaj pomeni tovrsten koncert za glasbeno skupino Vulkanland Musi, nam je povedala članica zasedbe Bernarde Tischler. Das ist heute etwas ganz Besonderes für uns. Wir sind eine steirische Volksmusikgruppe und wir wollen dieses Festival heute mit der steirischen Musik vervollständigen. Und wir freuen uns, dass slowenische Gruppe, also der Pavel-Chor singt und eben slowenisch-steirisch singt. Und dieses Verbindende ist es da und das freut uns. Pevski zbor Pavlove hiše je bil ustanovljen leta 2004 na pobudo Bruna Petrišeka, ki je postal tudi njegov prvi vodja. Na vabilo, da zbor išče pevce, so se hitro odzvali številni ljubitelji petja z obeh bregov Mure, zato v zboru še danes zvenijo tako slovenske kot avstrijske pesmi. Leta 2014 je vodenje zbora prevzel Matija Horvat, ki pevce nenehno spodbuja k novim glasbenim izzivom. Zbor redno nastopa na različnih koncertih v regiji, v začetku poletja pa v Pavlovi hiši tradicionalno pripravlja zborovsko srečanje. Kakšen program je pripravil v zboru Pavlove hiše, nam je predstavil njegov zborovodja Matija Horvat. Je več ali manj klasični zborovski program, ki ga prepevajo deloma v Sloveniji, pa tudi nekaj seveda, ker je to bilateralni pevski zbor, tudi v Avstriji. Ne? Nekatere so ljudskega izvora, vendar v takih všečnih preoblekah. O tovrstnem glasbenem sodelovanju med zbori Horvat nadaljuje. Sodelovanje med glasbeniki je nekaj najlepšega, kar sploh lahko. Ne? Tako da končno smo prišli tudi taki dejansko z 3 dežel skupaj. Ne? Ponavadi smo samo bilateralni, zdaj smo pa kar 3 lateralni. Ali je med zbori čutiti razlike v melodiji?
Ja, absolutno, da je. Vsak se seveda, ne samo da se trudi na svoj način, vsak tudi zveni na svoj način, kar je pa tudi čar vsega tega, zato je všečno, ko se združijo take pa take ekipe. Je pa tudi res, da Avstrijci sploh sami rečejo, vi slovenski zbori pa tako zvenite kot nikjer drugje. Kakšni repertoar pesmi so pripravili v mešanem pevskem zboru August Pavel iz Zgornjega Senika, njegov zborovodja Ciril Kozar? Za danes smo pripravili 4 pesmi in sicer bo to nekaj iz slovenske zakladnice in tudi nekaj iz zakladnice porabske zborovske oziroma ljudske pesmi. Ja, mi smo zdaj, moram povedati, prvič. Nekoč davno smo že bili, ampak zdaj pa že kar nekaj časa nismo bili tukaj. Ja, občutki so fini, bolj moram povedati v pričakovanju, bomo videli, kako bo, pa mislimo, da bo kar lepo, ker to je lep tak kraj, lepa točka, zelo lepo urejena. Svoje mnenje o pomembnem sodelovanju 3 zborov je izrazil tudi predsednik mešanega pevskega zbora August Pavel iz Zgornjega Senika. Mi že tradicionalno, pa že fejst dolgo mi sodelujemo, kaj mi imamo, naš zbor se poimenuje po Augustu Pavlu, pa smo večkrat tu bili, pa imamo prilike, da se oni prijejo, pa da mi pridemo, pa da se malo družimo, pa se imamo fajn. Ja, mi spevamo naše domače porabske pesmi, pa tudi slovenske, tako imamo in ta še malo to, malo tisto. Ali si v Porabju želijo ohraniti to vrstno sodelovanje? Ja, mislim, da je to tam dobro. Pesem je ponovno združila pevce in tako ustvarila prijetno vzdušje, ki je poudarilo zamejsko povezovanje med slovenskimi skupnostmi v Avstriji in na Madžarskem ter okrepilo vezi z sosednjimi avstrijskimi pevci.